Leto 2018 se je začelo odlično. Če ste slučajno vi tisti, ki je zadev na lotu milijon. Drugače pač, se tudi nam ostalim ni bilo slabo. Prokleta pizda. Umetnica Simona Semenič je polnila naslove novic, potem ko je ven prišla ta njena slika. Eni so jo komentirali kot ok, drugi pa so celo rekli, da ne bi več smela prejemati javnih sredstev. Ja, dejte no, kako pa naj bo plačana? Kaj, naj ima predstavo, kjer ljudje kupijo vstopnice? Tržiški župan je svojim sodelavkam za dan žena podaril čokoladne penise. Ženske so tako dobile penise, moški vagine. Ok, moram priznati, da je bilo vredno že samo, da imamo zdaj ta klip. Ko so mu očitali, da je bilo darilo neokusno, je odgovoril: kako neokusno? Kdo ne mara čokolade? Škoda, da se Bosman nekaj takega spomnil. Odmeval je tudi incident med dvemi Denisi, med Denisom Audićem in Denise Dame. Danes smo želeli govoriti o znanih Slovencih na YouTubeu, ne? In nekako Lepa Afna nažalost ni imela časa in bomo govorili o nečem drugem. Tako da, danes je z nami Denise Dame. Ko sem te videl fotke te v Playboyu, sem šel na YouTube gledati reklame od Unicefa, da se sprava malo boljšo voljo. Eni so mislili, da je bil Denis do Denise čisto preveč napadalen, drugi so mislili, da si je zaslužila, Mladina pa je napisala, da je to začetek fašizma v Sloveniji. Evo, vse je fašizem, končno en glas razuma. V straži so postavili 3 fucking drage stopnice. 13.000 evrov za 3 štenge. Preveč? Sploh ne. Če gledaš, koliko je strošek izgradnje novega bloka, ga deliš številom stopnic v bloku, prideš samo malo pod znesek, ki so ga plačali v straži na stopnico. Slovenijo so tudi šokirale 2 ženske v termah v Burkiniju. Po objavi fotografij 2 žensk v Burkiniju v termah Vivat se je sprožil val nestrpnosti. Ker so nekateri vzeli burkini kot simbol vsiljevanja ženskam, kaj se morajo obleči, so se spravili na te 2 ženske in jim povedali, kaj bi po njihovo mogle imeti oblečeno. Logično! V Soči so poginile ribe točno v tistem času in na tistem področju, kjer se je dogajal Metal Days, in vzroka niso uspeli odkriti. Mogoče je kdo scal v reko in so se zastrupile z alkoholom. Čeprav po pravici, mogoče boljše, da ne vemo. En tip se je vozil na invalidskem vozičku skozi predor Markovec. Človek, ki je izvedel ta riskanten podvig, ni invalid. Še. Drugi tir zaostaja z izgradnjo, ker so porabili ves denar na maketi. Gre le za maketo zelo dragega milijardnega projekta Drugi tir, za katerega je vlada Mira Cerarja iz žepa davkoplačevalcev plačala kot za eno stanovanje. Po moje so naročili pri istem tipu, ki dela stopnice. Že veste, kje boste letos žurali za novo leto? No, kjerkoli boste, prosim, pokličite prevoz, ki bo bolj odgovoren od slovenske policije. Ja, najstnico so policisti pobrali doma. V avtu so imeli steklenico viljamovke in steklenico viskija, v službenem policijskem vozilu pa se ni le pilo, tudi kadilo se je. Alkohol, kajenje in mladoletnice. Moja vrsta žurke! In če tej policaji prej niso mislili, da je mladina preveč na socialnih omrežjih, so verjetno spremenili mnenje, ko je ženska vse objavila na Instagramu. Če hočete, da kar se zgodi v marici, ostane v marici, je ponovadi dobro ne postati viralna senzacija. Drugače pa odličen plan ta party marica. Ne samo, da te plačajo, da piješ, si edini šofer, ki mu ne bojo dali pihat. Po Cerarjevem odstopu je bilo pestro okoli parlamentarnih volitev, kjer je na koncu zmagal bivši komik Marjan Šarec. Stari, ne vem, zakaj si obupal, saj ti ni šlo slabo. Ne morem verjeti, da smo še enega zgubili zaradi teh umazanih poslov. Škoda. Pri Pahorju je dosti ugibanja, če se poslužuje liftinga, da ima bolj napeto kožo. No, definitivno je umetno napeta koža te koze, na kateri so narisali njegov portret v Etiopiji. Tam je namreč udar dobil ta poseben portret, ki ga je, kot je priznal na družbenih omrežjih, spravil v zadrego. Ti si v zadregi? Pomisli, ko se mora počutiti ta koza, ko ve, zakaj je mogla umreti. Kaj me ti fucking jeb? Letos ni počivala niti Levica, ki je imela svojo serijo cvetk. Levica mandat zaključila s 5 poslanci, zdaj se nam jih obeta 10. Kot je Dnevnik zapisal pred časom, je vsak naš poslanec odtehtal za 3. V novem mandatu nas torej pričakujete ne enkrat, ampak 3-krat močnejše. Kaj?
Tudi če vaši poslanci odtehtajo za 3, ste jih imeli prej efektivno 15 in zdaj 30. Kako za vraga si prišel do tega, da boste 3-krat močnejši? Ne vem, Luka. Mislim, da zdaj štekam, zakaj je na tabo navdušenih toliko ljudi, ki sem jih v srednji inštruiral matematiko. In Mesec ni še vedno nič proti Kordišu, ki podjetnikom grozi z nacionalizacijo. Če kdo slučajno ne pozna tega izraza, to je mehanizem, ko socialisti ukradejo ljudem podjetja, jih zafurejo v propad in pol rečejo, da to ni bil pravi socializem. Podrli so cestninsko postajo Log in pri tem je Dars pokazal nekaj smisla za humor. Po končanju rušenja so objavili to sliko z Bob Marleyjem in princeso Diano in zdrave napisali, da je zdaj cestninska postaja Log v družbi drugih 36-letnikov, ki so nas zapustili. Čeprav se je primerjava na mestu, ker kot vemo je Bob Marley umrl od raka, kar je lahko počasna in boleča smrt. Tako kot je bilo počasno in boleče rušenje cestninske postaje za voznike. Tudi prebivalci Črne na Koroškem letos niso bili veseli, ker so jim zaprli edino bančno poslovalnico v vasi. Glejte, folk, ne more biti banka čisto vsaki vukojebini. Sprijaznite se, vi ali vaši predniki ste šli živeti nekam ven iz civilizacije in to je cena. In niso samo banke problem, Korošči so tudi šli na cesto, ker nimajo ceste. Čakaj, kaj? Mislim, da je bilo to leto v novicah leto Kopra. Žal ne na dober način. Začelo se je s Popovičevim stolpom, za katerega so ljudje že takrat bili pesimistični o izvedbi. Potem se je pogreznil Popovičev park. Novozgrajeni koprski športni park se je še pred uradnim odprtjem na enem delu pogreznil za več kot meter. Potem smo imeli Popovičevo Čudolandijo, kjer je Popo postavil za 500 000 lučk v najbolj zadolženi mestni občini v Sloveniji. In vklopil jih je že v začetku novembra, en teden pred županskimi volitvami. Sploh ne štekam, zakaj je izgubil. A ja, pa postavljali so jih še bistveno prej, tako da komunalni delavci so mogli imeti ful zanimive pogovore s kolegi. Ej, greš na plažo? Ne morem, postavljamo fucking novoletne okraske. Janša bo zgleda mogel malo paziti, kaj tvita. Obsojen je bil namreč na 3 mesece pogojne kazni in 12 000 evrov odškodnine, ker je bil nesramen na internetu. O, pizd. Potem Šiško je svojo vardo kar fino razburil duhove. Zdaj pa ponavljate za mano. Jaz, Štajerski vrt! Jaz, Štajerski vrt! In povzročil nekaj odzivov, enih kar precej zabavnih. Mirno! Bataljon, mirno! Ampak vsaj za Šiškota je moglo biti malo manj zabavno, ko so ga aretirali in obtožili od čuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Malo strogo, vse kar so imeli so bile 2 puške in eno sekiro. Sekiro? Čakaj. Našel bom, kje živiš. Prišel bom do tebe in ti fucking razfo... Ne, prav da so ga prijeli, jaz sem definitivno na strani oblasti tukaj. Mislim, jaz pa nimam res nič skupnega s Šiškotom, samo poglejte njegov življenjepis. Rojen v Kopru, inženir informatike. Minister Bandelli je odstopil in za sabo pustil precej zabavno serijo naslovov novic. Minister Bandelli se izogiba gneči kar z modrimi lučmi. Oholi minister Bandelli, po zakonu lahko počnem, kar hočem. Marko Bandelli grozil županskemu kandidatu občine Komen. Še enkrat se je opravičil in izbrisal profile na družbenih omrežjih. Marko Bandelli je odstopil. Po odstopu je rekel, da je vse skupaj bilo zelo težko za njega. Nič nisem napravil. Moji otroci se jočejo doma. Ni pa objasnil, če so jokali zaradi odstopa ali je tudi njim grozil. Zdaj pa še 2 novice za najmlajše. Tednik Demokracija in založba Nova obzorja so objavili razpis za rasistično pravljico. Mislim, rasistično. Vse, kar so hoteli, je pravljica slovenskim junakom. In tujerodnimi invazivnimi negativci, ki nekako vključuje ilegalne migracije. Kot recimo Kekec z Branimejo na Kolpi. Se samo meni zdi, ali to pravljico že imamo in se kliče Peter Klepec. Starši so dobili nov način za postaviti otroke v red.
Če ne boš poslušala, te bom poslala k kengurujčkom. Je še kdo vedel za mučenje malčkov, da morajo jesti izbruhano hrano in da njihov jok dušijo s trdnim zavijanjem v rjuhe in jih celo prekrivajo z metnico, da komaj lovijo sapo? Ljudje so po incidentu začeli iskati, na koga obesiti krivdo, od vzgojiteljice do dela na črno. Alo, folk, ne zdaj dela na črno tukaj vleč v drek, samo ker je ta ženska malo psihopatka. Ful dobrih ljudi dela na črno, kot recimo vse čistilke in avtomehaniki v Sloveniji. Je pa Furs bil tako prijazen, da staršev ne bo kaznoval. Kako sočutno. Če vam neki psihiči trpinčijo otroke, vas ne bojo še dodatno kaznovali. Iskreno povedano je to več humanosti, kot bi si od Fursa pričakoval. V savni v Pomurju je postalo vroče, kot si en od gostov ni želel steč kopalk, kar je zmotlo ostale obiskovalce. In so se stepli. Mislim, da je v tem pretepu mahalo naokoli še kaj več kot samo pesti. In bo pa po savni vsaj prijalo še malo sedenja na hladnem. Letos je zgleda stavkal skoraj cel javni sektor. Policaji, medicinci, učitelji, praktično vsi razen Dursa. Ne da je bože, da bi si oni kdaj vzeli kakšen fraj dan. Delovnik pade na petke, svetke, dnevna, nočna. Ja, dobrodošli v klub, ali kaj da vam rečem. Komiki delamo skoraj izključno po noči in med prazniki, pa se ne gremo nekih sindikatov in tega. Dejte se mogoče pozanimati, v kakšno službo greste, ne iti za zdravnika in potem se jokati, kri, rabim povišico. Učitelji, to so tiste glorificirane varuške, ki čuvajo vaše otroke med 7. in 18. letom, hočejo boljše plače in ustrezno vrednotenje dela. Ja, to dvoje ni nujno eno in isto. Mislim, če bi te v šoli učili kaj uporabnega, bi se verjetno minister za šolstvo in direktor zavoda za šolstvo celo zapomnili kakšen del učnega programa. Če bi vam rekel, da morate ob 2 stavkih opisati Maastrichtsko pogodbo, kaj bi rekli? Verjetno govorimo v nekem kontekstu, katere podatke... Pogodba, na kateri temelji Evropa, recimo zelo enostavno odgovor. Bi to znali odgovoriti? Težko, zelo bi se moral. Ampak obe vprašanji sta namenjeni osnovnošolcem, sta iz učbenikov. Najboljše je, da učitelji po eni strani govorijo, da to, kar delajo, je neprecenljivo, ampak po drugi strani pravijo, da sej niso ustanove posebnega družbenega pomena in sej ne bo nič škodilo otrokom, če stavkajo. Zgleda jim ni toliko posebnega pomena njihovo delo kot njihova plača. Dosti novic je povzročila tudi naša vojska, recimo za vojake so bile vaje na Norveškem tako naporne, da jih je sezulo. Škornjev, najmanj 17 vojakom, je v polarnem vremenu odstopil del podplata, pa še kar niso ocenili. Tako da zdaj mora vojska najti primerno rešitev. Investirati v boljše čevlje, investirati v ful lepilnega traka ali pa upati, da bojo vojne v prihodnosti bolj poleti. Dobili smo pa tudi novo generalko, kar je najvišji čin, kar jih je kakšna ženska kdaj zasedla v slovenski vojski. Nažalost so se nekateri bolj kot na dosežek osredotočili na izgled Ermenčeve. Po pravici povedano je njena frizura malo bolj tipično moška in to je na internetu sprožilo val komentarjev, ki so neprimerni, žaljivi in nekateri tudi precej smešni. Ženstvena kot Jože v trtju. Ta pa ima jajca. Borut porabi več za kozmetičarko in frizerja. Čestitke, ena redkih, ki ni prišla do povišanja preko postelje, sem prepričan. Eni komentarji so duhoviti, eni pa malo preveč nesramni. Zamislite se, če bi to bila, na primer, vaš ata. Glejte, ne pisati ljudem žaljivih komentarjev, to ni okej. Ampak če že prav morete, naj bojo vsaj duhoviti. 8 slovenskih vojakov se je tudi spravilo na 24-letnika iz Pivke. In na poti ustavili 24-letnika, ki so ga iz za zdaj neznanih razlogov hudo pretepli. Ne vemo točno, kaj je pretep začelo. So vojaki iskali nekoga za se izživljati nad njim? Jih je on prej provociral s kakšno izjavo v smislu lepi čevlji? Vam jih je generalka sešila? V Slovenijo je pa prišel tudi iz nekega razloga kontroverzni Jordan Peterson. Človek je napisal neko knjigo za samopomoč, ampak folk ga obravnava slabše od Stalina. What if our teaching quality differs? You're a capitalist in a way, but you don't like... No, not in a way. I'm definitely a capitalist. You are definitely 1% also?
Well, so are you, by the way. How can we change the world then? I'm not 1%. Well, you are by world standards. I don't agree with these standards. I haven't read it anywhere. Nikoli nisem prebrala tega splošno dostopnega podatka, pa sem prebrala vsako mladino. Novega konja so dobili v hlevu na Stožicah, tam, kjer je lani nekdo zlorabil 3 kobile. Samo poglejte ta pogled, on že ve, kaj se tam dogaja. V slovenskih železnicah so naredili neverjeten skok naprej in uvedli spletno prodajo vozovnic. Wow, pionirji napredka! Ne morem verjeti, da so to uvedli že v letu 2018. Zdaj boste lahko plačali 11 € za se 2,5 ure voziti iz Ljubljane v Koper kar preko svetovnega spleta. Zgleda se njihov poslovni model premika z enako hitrostjo kot njihovi vlaki in poskrbijo tudi za invalide. Trenutno sem locirana na vagonu, kjer so parkirana kolesa, ker drugje pač z invalidskim vozičkom ne moreš priti do Kopra. Tako je, če si na invalidskem vozičku, te parkirajo v vagon s kolesi. Iz tukaj tudi izvira slavni štos slovenskih železničarjev. Veš, kaj je razlika med invalidom in kolesom? Kaj? Ko fukneš kolo v tovorni vagon, ne posname vloga. Trenutno mi takole malo dela zaradi tega, ker sem dala za karto 11,36 € in niti približno se ne more to kosati z sedeži, na katerem sedijo ostali potniki. Nisem še nikoli sedel na tvojem vozičku, ampak sem pripravljen staviti, da je najbolj udobno sedišče na kjeremkoli vlaku na slovenskih tleh od razpada Avstro-Ogrske. Imeli smo tudi eno najbolj pestrih lokalnih volilnih kampanj v zgodovini. Vsaj jaz si bom pa najbolj zapomnil po predvolilnih soočenjih, ki so iz nekega razloga mogla vsakič biti pred neko vodo. Lepo pozdravljeni še zadnjih soočenj pred letošnjim prvim krogom lokalnih volitev. In zaključujemo jih tu, kjer se pravzaprav bije največji boj, v Mariboru. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Prav želel bi si vas pozdraviti iz Kopra. Na Ptuju smo, poglejmo najprej, kaj od teh kandidatov, ki se potegujejo za mesto župana oziroma županje, pričakujejo občani. Nadaljujemo soočenji pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra. Tokrat smo v občini Brežice in ob meni sta tudi že obe kandidatki za županjo Črnomlja. Lepo pozdravljeni iz Velenjske plaže. Lep pozdrav iz Bohinja. Ne vem, kaj je tukaj fora. So hoteli, da so gledalci na tekočem? Mogoče je tako narejeno, da ljudje pogledajo celo soočenje, ker mislijo, da bojo nekoga na koncu vrgli not. Po pravici povedano bi to naredilo vse skupaj dosti bolj gledljivo. In ravno ta pritisk strani županje in pa mojih sodelavcev na vse možne organe, kjerkoli je bilo, je tudi rodil te sadove, da mi danes, hvala Bogu, nimamo več te ograje nikjer. Ko prav vidiš, da ima nek montažer na 24 ur smisel za humor. Mogoče pa je to z vodo metaforično, veš? Voda je kot predvolilna obljuba. Nič ne stane in noben se je ne drži. In za konec, letos se je v Sloveniji primil nov hobi pošiljanja belih praškov naključnim ljudem po pošti. Po včerajšnji sumljivi pošiljki v Mariboru in pa na koprski občini so se intervencijske ekipe danes morale ukvarjati z vsebino pošiljke na sedežu občine Ajdovščina. Ja, Ajdovščina. Pošiljke so prijeli tudi po radijih in na RTV, kar je neke vrste televizijska organizacija. Ne vem, prvič slišim. Kar je na začetku izpadlo kot malo šlampast diler, se je izkazalo za načrtno nadlegovanje ljudi in eni mediji so se odločili, da tega več ne bojo poročali, ker nočejo dajati prostora ljudem, ki se znašajo nad novinarji. Mislim, še naprej bojo poročali o folku, ki strege v lokalih, o požigalcih in terorističnih napadih, ampak nadlegovanje novinarjev, to se more nehati za dobro vseh. In to je bilo to leto v novicah. Mislite, da sem kakšno novico spustil? Noben ga ne briga. Če vam je bil ta video kul, ga lajkajte, če vam ni bil kul, ga lajkajte ironično in predvsem naročite se na kanal. Se vidimo. Čau!